Lepo pozdravljeni na spletnem seminarju, kako uporabljati stavbe v času epidemije in po njej. Moje ime je Jure Vetršek in prihajam iz Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako uporabljati stavbe, da znižamo tveganje za prenos aktualnega virusa in izboljšamo način uporabe stavb, zato da bomo bolj zdravi, bomo uporabljali stavbe manj energije in zagotavljali zdravo, kakovostno in pa produktivno notranje okolje. Na Inovacijsko-razvojnem inštitutu se ukvarjamo z presečnimi področji med inženirstvom, vedami o življenju in družboslovjem in humanistiko. Naše rešitve so interdisciplinarne, delujemo na polju med temi disciplinami. Naše polja delovanja so ustrezna raba tehnologij, interakcija človeka in stavbe, kar bo v fokusu današnjega dogodka. Poskušamo razumevati vedenje, navade, običaje in pa vplive, ki jih ima naše življenje na ekosisteme. Prav tako v različnih projektih vrednotimo učinke rabe snovi in energije, tako na naravo in ekosisteme kot na življenje ljudi. Vse rešitve, ki jih delamo, jih ustvarjamo skupaj z ljudmi, ki jih bodo uporabljali preko tako imenovanega k ljudem usmernega razvojnega pristopa. Naše poslanstvo udejanjamo preko različnih inovacijsko-razvojnih projektov, v zadnjem času predvsem Obzorja 2020, v katerih v prakso udejanjamo raziskovalno-razvojne aktivnosti, do katerih imamo dostop preko konzorcijev v teh projektih. Sedaj pa eno precej bazično, mogoče trivialno vprašanje. Za koga so stavbe? Sliši se nenavadno, ampak ja, vemo, so za ljudi. Potem pa se moramo vprašati, za kakšne. A so vsi ti ljudje enaki, imajo enake potrebe, želje, ambicije, ali se vedejo enako? Verjetno se ne. Ravno zaradi te spremembe paradigme, da razmišljamo o ljudeh v stavbah, ne samo o stavbah, ki jih uporabljajo ljudje, smo preko različnih projektov, v zadnjem času predvsem projekta Mobistyle, razdelali novo paradigmo, s katero spreminjamo staro. Če beremo članke z področja rabe energije v stavbah, se vsi začnejo, da v Evropi približno 40% končne rabe energije porabijo stavbe. Mi smo rekli ne porabljajo energije stavbe. Ljudje porabljamo energijo, zato da zadovoljimo svoje potrebe, da zagotavljamo zdravo, kakovostno, produktivno notranje okolje in da opravljamo delo. To je osnovna sprememba v logiki, da niso zdaj samo neke stavbe, sistemi in tam neka učinkovitost enih črpalk, ampak vse to je namenjeno za to, da naredimo nekaj za ljudi. In s tem dobijo ljudje tudi možnost vplivanja nazaj. Govorimo o tako imenovanem stavbnem ekosistemu, v katerem so v sredini ljudje, ki uporabljamo stavbe, zato potrebujemo kakovostno notranje okolje, zagotavljamo udobje. Pri tem so pomembni različni parametri, od zunanjih do notranjih v smislu kakovosti zraka, toplotnega udobja in tako dalje. Prostori, v katerih bivamo, morajo biti podrejeni našim potrebam in zagotavljati ustrezne parametre. Stavbe se odzivajo na našo prisotnost, na parametre zunanjega okolja, kot so recimo temperature. Pri tem moramo seveda zagotavljati kar se da nizko rabo energije, jo optimiziramo to rabo. Vemo pa, da so ljudje najboljši senzorji. Vi ste predstavniki vzdrževalcev in do vas takoj pridejo ljudje s problemi, ko jih nekoga zebe, piha, takoj izveste. Tako da vemo, da so ljudje najboljši senzorji, zato moramo razmišljati tudi o njih v konceptu tako imenovanega stavbnega ekosistema. Ljudje pa imamo določene navade, običaje, katere izvajamo dnevno v našem življenju v stavbah. Te navade je navadno težko spremeniti. Ko nekoga na deklarativni ravni vprašamo, kdo bi rad spremembo, recimo v kontekstu izboljšanja notranjega okolja, podnebnih sprememb, bolj učinkovite rabe virov in tako dalje,
so vsi navdušeni, da bi radi spremembo. Ko gremo pa enkrat konkretno in vprašamo, kdo bi se ti z imenom in priimkom spremenil in kako se boš, pa ja, slišimo čričke. Zaradi tega smo se v različnih projektih lotili sistematično vplivanja na vedenje ljudi, na obnašanje v stavbah. Preko vedenja vplivamo tudi na vedenje. Pokazali smo v projektu MobiStyle, da je možno vplivati na vedenje ljudi v kontekstu rabe stavb. V projektu MobiStyle smo korak za korakom preko različnih kampanj, po različnih kanalih vplivali na to, kako ljudje uporabljajo stavbe. En primer, s katerim smo začeli, je spodbujanje uporabe stopnic namesto dvigal. To so podatki za kompleks kemije računalništva. Izhodiščni podatki so od odprtja stavbe, to je 2014, testno obdobje je bilo pa 2019, tako da eno leto recimo testnega obdobja. Pokazali smo, da so vsa dvigala bistveno znižala rabo, spravi, merili smo število premikov, ki se mesečno beležijo avtomatsko. In vsa dvigala so znižala število premikov od dobrih 7 do slabih 15%, razen dvigala za kuhinjo, ki pa se uporabljajo za prevoz hrane in ljudi samo v kuhinjo in je tak dober test, da vidimo, če so te podatki pravi. Podobno smo uspeli pokazati z odpiranjem oken. Ljudi v različnih sobah smo spodbujali k odpiranju oken preko aplikacije, preko senzorja, ki je spreminjal barvo glede na kakovost zraka. Vidimo, da se je število odpiranj oken povečalo. Prav tako se je frekvenca povečala. In vidimo, ja, možno je vplivati na vedenje in ljudje so več zračili. Ni nujno, da so sicer s tem zračenjem izboljšali koncentracije CO2 oziroma vodcev v svojih prostorih. Zdaj smo v zadnji fazi ocenjevanja teh podatkov, ker se projekt zaključuje in čez par mesecev bomo imeli tudi te podatke. Ampak zaenkrat lahko trdimo, da so več odpirali okna. Da se dotaknemo, kako je treba zračiti, posebno v kontekstu bioloških nevarnosti, v katerih smo danes. Se spodbuja zračenje, ker bo profesor Stritih v nadaljevanju še več o tem povedal. Prostori, ki nimajo mehanskega prezračevanja, se zdaj spodbuja, da se čim več prezračujejo z odpiranjem oken. Prezračevanje recimo v ogrevalni sezoni mora potekati tako, da čim hitreje zamenjamo ves zrak v prostoru, potem pa zapremo nazaj, zato da nimamo prevelikih izgub. Podobno bo v času hladilne sezone, v času poletne vročine. Odpiranje na kip ni ustrezno. Za pomoč vzdrževalcem imamo narejene različne kontrolne sezname, kjer so na voljo vsi podatki, ki jih vzdrževalec potrebuje za to, da lahko dobro opravlja svoje delo. Namen teh checklist kontrolnih seznamov je, da so identificirani vsi segmenti, na katere je treba pomisliti, od prezračevanja, klimatizacije, sanitarne hladne vode, sanitarne tople vode, ogrevanja, hlajenja, razsvetljave, stavbnih konstrukcij in tako dalje. Povsod imamo možen nabor ukrepov, kaj se lahko naredi, nekaj lahko naredite sami, nekaj pač zunanji. Vse to je na voljo. Kar se tiče uporabe stavb in navad, kako uporabljamo te stavbe, se že kar nekaj časa ukvarjamo z različnimi kampanjami in na našem YouTube kanalu so na voljo posnetki, kako z majhnimi koraki izboljšati kakovost notranjega okolja, skrbeti za svoje zdravje in obenem nižati rabo energije. Da res porabljamo energijo takrat, ko jo potrebujemo in tisto, ko jo potrebujemo, ne pa zato, ker nam je mogoče kakšna zadeva lažja. V kontekstu trenutnih razmer delamo od doma, smo skupaj s še 3 projekti Obzorja 2020 zagnali kampanjo Hero at Home, predajamo Junaki doma. Kampanja teče po spletnih omrežjih, imamo Twitter in pa Instagram. Namen kampanje je pa, da širimo male nasvete, kako izboljšati našo interakcijo s stavbami, kako prezračevati, kaj je z vlago, kako kuhati, kako ogrevati, hladiti. Zdaj smo doma in imamo čas razmišljati o tem,
in to bo predvsem pomembno enkrat, ko se bomo vrnili v stavbe, v katerih delamo, tako da bomo lahko te navade prenesli tudi v stavbe, kjer delamo. Da zaključim, pred korono je bilo težko spreminjati navade. Vsakič, ko sem se pogovarjal s kakšnim tehničnim osebjem, ja, zakaj pa uporabniki stavbe ne naredijo tega in tega, pa ja, veste, to je težko. Vedno je bil izgovor, da pač uporabniki se ne bodo obnašali drugače. Zdaj smo pokazali, da se vsi spremenimo zelo na hitro. V parih dneh smo popolnoma spremenili življenjski stil. V projektu Mobistyle smo se zadnjih nekaj let trudili in uspešno z malimi koraki spreminjali način uporabe stavb. Glavni motiv, moment za spreminjanje vedenja je bilo pa zdravje, ki smo ga uporabili kot motivacijo. Na primer, bolj zdravo je hoditi po stopnicah, kot pa se voziti z dvigalom. Enako nižje koncentracije CO2 v prostoru zaradi boljšega prezračevanja, izboljšajo našo produktivnost, kognitivne sposobnosti in tako dalje. Sedaj, ko se bodo stavbe odpirale, bomo v podobni situaciji kot takrat, ko zgradimo novo stavbo. Ljudje pridejo na stavbo in vzpostavijo se nove navade, rituali, dnevne, male stvari, ki jih opravljamo. Zdaj bodo vse te povezane seveda z biološko varnostjo. Več bomo umivali roke, držali bomo razdaljo, pazili bomo, kam kihamo, ampak vse to bo tudi v kontekstu interakcije s stavbo. Tako da tudi tu lahko vzpostavimo sedaj neke nove navade. Pokazali smo, da lahko v ustrezni komunikaciji spodbudimo ljudi k boljši uporabi stavbe, pa izboljšanju rabe stavbe in stavbnih sistemov. Vse z namenom izboljšanja produktivnosti in zdravja. Zdravje sedaj postaja glavna dobrina. Imamo na izbiro, lahko vzpostavimo te nove navade, predvsem v kontekstu bistveno večje grožnje, kot je COVID-19, in to so podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti. Te spremembe, pa ta tveganja prihajajo počasneje, kot pa virus, ampak nedvomno prihajajo, in če bomo čakali vladne uredbe, kaj narediti, oziroma da bo ukrepanje takrat, ko bo nujno, se bojim, že prepozno. Hvala lepa za pozornost, v nadaljevanju pa profesor Stritih.